Visoko rizično nadaljevanje 14. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani. Nadaljevanje 14. redne seje je včeraj na študentskem kampusu potekalo pod strogim režimom. Na vhodu, kjer sicer ni bilo javno vidnega reda varovanja, kot to predvideva zakon o zasebnem varovanju, sta študente pričakala dva varnostnika. Pregledovala sta prtljago in osebne dokumente zunanjih obiskovalcev, ki so se morali pred vstopom v sejno sobo še podpisati. Po besedah enega od varnostnikov naj bi dogodek obravnavali kot visoko rizični. Prepovedan je bil vnos snemalnih naprav za sliko in zvok. Nepooblaščeno je identifikacijo nekaterih študentov zahteval tudi PR-ovec ŠOU Kristjan Briški. Seja se je zamujala 35 minut, midva sva v bistvu zamudila 30 sekund v restavraciji, sva pila pijačo, čakala, da se vrsta sprazne in pač takoj, ko je zadnji človek šel noter, sva ostala, s kilo sem parkiral, pač sem hotel priti gledati sejo, ker ne bi bile javne baje in varnostnik prav, da so mu v bistvu teli, ki so pobirali podatke od ljudi, ki so prišli gledati, da ne samo zapre vrata in da se je seja že začela. Kar težko, verjamem, da je zadnji človek šel noter 30 sekund in da zdaj pa ne moreš več noter. Sploh ne znam, nimam besed za to, da smo danes tukaj na seji videli varnostnike, ki so pregledovali nahrbtnike, ki so zahtevali identifikacijo vsakega posameznika, ki se je udeležil sejo. Mislim, da če je to najbolj transparentna organizacija v Sloveniji in je zavezana tudi najvišjim standardom demokratičnosti, mislim, da je to sila sporno. Tudi zanima me, iz katerega denarja bo plačana ta varnostna služba danes. Ko se je množica okoli 50 študentov zbrala v sejni sobi, se je seja po 40 minutah preverjanja prisotnosti končno začela. Spomnimo, da se je 14. redna seja nazadnje prekinila zaradi nesklepčnosti. Funkcionarji ŠOU so takrat nasprotovali snemanju seje in naše snemalce pozvali, naj prenehajo snemanjem, zatem pa je večina koalicijskih poslancev sejo zapustila. Točke dnevnega reda so se tako prenesle zadnje obstruirane seje, a brez volitev podpredsednika študentskega zbora. Kot je povedal predsednik študentskega zbora Matej Igličar, je nekdo to točko umaknil. Na vprašanje opozicijskega poslanca skupine Glas Domna Vrhovnika o tem, kdo je zahteval umik te točke, je Igličar odgovoril, da tega ne ve. Poslanec koalicijske skupine Povezani Kristjan Slunski je sejo otvoril z nagovorom o nespoštovanju vladavine prava v zvezi s snemanjem sej. Med drugim se je oprl na nepovezano mnenje informacijske pooblaščenke o snemanju občinskih sej, ki pravi, da je snemanje urejeno v notranjih aktih občine. Opozicijski poslanec Vrhovnik je spomnil na mnenje informacijske pooblaščenke za konkretni primer snemanja sej ŠOU, v katerem piše, da je odločitev o dopustnosti prisotnosti medijev na seji povsem v pristojnosti ŠOU in določena z akti ŠOU. Akti ŠOU pa snemanja sej ne prepovedujejo. Celo nasprotno, v poslovniku študentskega zbora piše, da se seje lahko snema sredstvi za pridobivanje videozapisa in objavlja na spletu. Obtožbe o nespoštovanju vladavine prava bi bilo potem takem bolj na mestu nameniti javno voljenim poslancem, ki nasprotujejo snemanju. Moram reči, da te seje je zelo težko dobiti kakršnokoli informacijo, pa glih smešno, glih če kaj zvemo o njih, je glih prek Radia Študent. Sem videl, da ste vi streamali še prek social, nekaj časa nazaj, bil na začetku, kakšen članek se kdaj objavil. Ampak več, kot to pa šnino. Ne samo, da bi se jih smeli snemati, ampak da so novinari dolžni jih snemati, zato ker smo študenti, imamo pravico to vedeti. Dodatno je Slunski poudaril, da seje kljub temu zvočno posname vodstvo študentskega zbora in da lahko za posnetke zaprosi kdorkoli. Novinarke Radia Študent smo za zvočni posnetek 13. redne seje zaprosile že pred slabima 2 mesecema, 19. marca 2024, a smo ga po 2 pozivih informacijske pooblaščenke prejele šele 5. maja. In tudi takrat nam je ŠOU poskusil zamejiti rabo poslanega posnetka. Konec koncev oni uporabljajo naš denar,
mi pač delamo za ta denar in oni ga potem dobijo proti naši volji ali pa za našo voljo. In pač potem, ko pa ne upravljajo svojih dolžnosti, tako bi se spodobilo, ko ne ravnajo gospodarno, pa pač nočejo, da to pride ven, ker pač, kot je povedal moj kolega, pač ljudem to ne bi bilo všeč. Po zaključku debate je Igličar k besedi povabil opozicijsko poslansko skupino Glas, ki je na dnevni red predlagala obravnavo revizije učinkovitosti delovanja ŠOU v Ljubljani. Od javne objave revizijskega poročila do dneva obravnave na seji ŠOU je minilo že 165 dni. Poslanec David Vidmar, Domen Vrhovnik in Peter Alojz Marn so izpostavili nekatere bolj kritičnih ugotovitev Računskega sodišča. Neupoštevanje zakona o javnih naročilih pri dobavi elektrike, neusklajenost letnih poročil, ki jih je ŠOU posredoval pristojnim organom, neprimerno visoki stroški reprezentance in delovanje brez dolgoročnega strateškega dokumenta so le ene od njih. Na vprašanje, ali bo predsedstvo ŠOU zahtevalo odstop direktorja zaradi nezakonitega izplačila dodatka za delovno uspešnost v višini 12.500 evrov, je direktor Andrej Klasinc odgovoril, citiramo: "Niti za evro praktično ŠOU ni bil oškodovan glede moje plače." Nezakonito izplačanega denarja Klasinc nikoli ni vrnil, dejal pa je celo, sicer nekoliko nejasno, da bi lahko v hipotetični situaciji, ko ga več ne bi rabili in bi mu prenehala funkcija, za neizplačano plačo osebno tožil ŠOU ter da, citiramo: "Zakon o gospodarskih družbah ščiti vse, s tem se boste v življenju še srečali." Klasinca so vprašali tudi, zakaj so na AJPES pošiljali obrazce kot oseba zasebnega prava, čeprav je ŠOU oseba javnega prava. Klasinc je poudaril, citiramo: "Eni ste sveto za javno, eni pa smo tudi malo za zasebno," ter dodal: "Jasno je, da bomo upoštevali javno, v določenih zadevah se bomo borili za to, da ostanemo samostojni do konca." Direktor na večino zastavljenih vprašanj ni odgovoril ali pa je ugotovitve revizije celo zanikal. Tako je trdil, da neučinkovitost, ki jo je v reviziji odkrilo Računsko sodišče, ni enako kot nepravilnost in da ŠOU v času revidiranja ni storila večjih napak. Kot smo večkrat poročali v preteklih oddajah, je Računsko sodišče nekatere ugotovljene nepravilnosti podalo na Nacionalni preiskovalni urad in Finančno upravo Republike Slovenije ter podalo predlog za uvedbo postopka o prekršku. Klasinc je poslance opozicije v svojih replikah večkrat povabil, naj raje pridejo o določenih pretiranih drobnarijah iz revizijskega poročila razpravljati na sestanek z računovodstvom. Na vprašanje Vrhovnika, ali bodo lahko na sestanku prisotni tudi novinarji, Klasinc ni odgovoril. Dejstvo je, da so se nekaterim vprašanjem enostavno izognili. Za nekatere so trdili, da so preveč specifična in da se jih bo obravnavalo nekje drugje. Zdaj, kje drugje je to je vprašanje, kako bo to dostopno študentstvu, je tudi vprašanje. Pod točko poslanske pobude in vprašanja je predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek na pobudo poslanca Vidmarja razjasnil, da bodo finančno poročilo ŠOU za leto 2023, ki bi ga morali poslanci že prejeti, poslali najkasneje v ponedeljek. Finančno poročilo bodo morali na seji obravnavati do 31. maja. Vrhovnik je vprašal, če namerava ŠOU kot predstavnik ljubljanskega študentstva podpreti zasedbo FDV. Petek je projekt delno pohvalil tudi sam in povedal, da bodo odziv v izogib nestrinjanja nekaterih študentov raje objavili kasneje, ker, citiramo: "Smo glas vseh, ne le peščice." Pod točko razno se je oglasil tudi poslanec koalicijske skupine Modro za študente Maks Davidovič, ki je opozoril, da naj bi se na zadnji seji Študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, za opozicijskega poslanca Vidmarja izdajal nekdo drug. Vidmar je pojasnil, da je osebo, ki je na sejo res prišla namesto njega, pooblastil s pisnim dovoljenjem, saj se sam seje ni mogel udeležiti. Tega pa organi, ki vodijo sejo, na začetku seje očitno niso preverjali.
Davidovič naj bi o dogodku seje ŠOS obvestil tudi Radio Študent, ko v poročilo seje nismo vključili informacije o zamenjavi opozicijskega poslanca s pooblaščenim kolegom. V univerzitetno redakcijo do danes nismo prejeli nobenega sporočila Davidoviča, le delno anonimiziran komentar pod poročilom seje ŠOS. Po zaključku seje smo predsednika Klemna Petka povabili pred kamero in ga prosili za pojasnilo, zakaj je ŠOU nad študente poklical varnostno službo. Petek najprej izjave ni želel podati, nato je povedal, da je razlog za poostren nadzor na kampusu dogodek na seji ŠOS, ko se je namesto opozicijskega poslanca Vidmarja seje udeležil njegov pooblaščeni kolega. Po zaključku izjave je novinarki zagrozil, da se bo pritožil, če posnetek kamorkoli objavimo. Vedno znova se na teh sejah izkaže, kot je že kolega Vrhovnik izpostavil tudi na sami seji, da sodeluje večinoma opozicija. Kako to spremeniti? Enostavno je treba se angažirati na naslednjih volitvah. Treba je sprožiti neke akcije, naj gre vest od ust do ust, da naj se na naslednjih volitvah izvoli predstavnike študentov, ki bodo dejansko delovali v interesu študentstva. In ko se velika masa ljudi proti nekomu obrne in hoče spremembo, pač pride do teh sprememb. In jaz mislim, da je problem tukaj, da se premalo študentov nasplošno vključuje v to zadevo. In če ti pustiš nekoga na mir, da dela, kar hoče, valjda, da bo delal, kar bo hotel. Danes je tukaj mogoče stalo, 50 ljudi. Če bo naslednjič stalo na kampusu 1000, pa vemo, da kampus sprejema par tisoč ljudi, ne, za tistih koncertov, ki so bili, ja, 2 varnostnika ne bosta dost. In če se bo to dogajalo pol leta, 1 leto zapored, je bo padušen. Vse mislim pač, da vsi vemo, zakaj se gre. Sam ja, ni prav, no, tako bom rekel, ni prav.